No, nekatera podjetja, ki jih je poleg upada naročil neprijetno presenetila še obvezna božičnica, so namreč že morala odpuščati. Nekatera pa svoje zaposlene pošiljajo na čakanje. Urša Vrečar. Pred natanko letom dni. Mislim, da je to eden od najpomembnejših zakonov za naslednje leto. In dobre pol leta zatem so poslanci sprejeli zakon, ki uvaja shemo skrajšanega delovnega časa v primerih naravnih nesreč in kriznih razmer. Tudi zgolj za posamezne panoge, ki so jih zadeli težki časi. In znova, pol leta kasneje, ministrstvi za delo in gospodarstvo očitno ugotavljata, da so ti težki časi tu. Gledamo na eni strani dvig optimizma v predelovalni dejavnosti v Evropi, na drugi strani pa vidimo, da je dinamika v slovenski industriji dosti slabša, kot je na nivoju Evropske unije. Opozarja glavni ekonomist Gospodarske zbornice, ki je skupaj z gospodarskim ministrstvom spisal študijo razmer v podjetjih, na podlagi katere bo vlada jutri razpravljala, katere panoge bi lahko vključila v omenjeno shemo. To naj bi nato aktivirala prihodnji teden. Podjetja se, dodaja Ivanc, še posebej v avtomobilski industriji že leto dni in pol soočajo s padcem naročil. Na prvem mestu industrija usnja in usnjenih izdelkov, ampak je tudi mimogrede zelo povezana z avtomobilsko industrijo, ne?